Dejan, jutri nas čaka prva evropska tekma v sezoni. Nasprotnik je Hesper. Kakšno so ta pričakovanja pred prvim evropskim izzivom? Čaka nas tekma, za katero smo delali celo leto in katero smo si želeli, da pridemo do nje. Imamo nasprotnika, ki ni naiven, ki po informacijah, ki imamo, profesionalna ekipa za igralci, ki so v dveh sezonah nazaj igrali v Europa Liga, tako da imajo tudi kvaliteto, ampak naša pričakovanja so jasna, da bomo nadaljevali v takšnem slogu, kot smo v celem letu, kot smo zaključili v lanskem prvenstvu, da bomo dobri. Želja in cilj je seveda odigrati ne samo dobro tekmo, ampak tudi doseči dober rezultat in v skupnem izidu dveh tekem napredovanja v naslednji krog. Slab mesec priprave za vami, letos niste imeli takih težav kot lani. Kako ste zadovoljni z upravljanjem, ste naredili vse, kar ste načrtovali? Ja, lahko rečem, da smo priprave oddelali po načrtu, da smo, ne glede na to, da smo imeli zgoščen ritem ob koncu sezone in da smo imeli potem tudi nekatere igralce, ki so imeli še obveznosti v reprezentancah in so imeli tudi podaljšan odmor, ampak nekako smo vse ukomponirali, da so tudi oni dobili potreben čas za počitek. In potem, ko smo se kompletirali, smo opravili vse začrtano, tudi tekme, ki smo jih imeli, odigrali, so nam dali odgovor, katerega smo si želeli, tako da verjamem, da ekipa je dobro in psihično in fizično pripravljena in kot sem že dejal, da bomo samo nadaljevali tam, kamor smo zaključili v prejšnji sezoni. Ni bilo večjih sprememb v igralskem kadru, to je velik plus? Ja, ekipa je že skupaj ostala in kar je seveda dobro, ker na nekih avtomatizmih in uigranosti je to še bolj dobrodošlo. Tako da tudi iz tega razloga smo lahko optimistični in verjamem, da bo ekipa že skozi prvo tekmo pokazala zavidljivo formo in da bomo iz tekme v tekme rasli. Tekmecu je bilo ful velik sprememb zdaj polet. Kako se je težko pripraviti na nekoga sploh poznati? Ja, lahko rečem, da so imeli sicer veliko prihodov, ampak so tudi ti prihodi nekako z nekimi mladimi igralci in trije vratarji celo novi, ampak kar mislim, da je okostje ekipe ostalo od lanske sezone. Izgubili so sicer prvega strelca njihovega, pripeljali so novega napadalca iz druge francoske lige, imajo glavnega igralca nemškega rodu Štolca, ki je nekako gonilna sila njihova. Želijo igrati, nekaj informacij smo dobili, tako da, kot sem dejal, ne bo enostavna tekma, ampak jaz verjamem v moje fante in da bomo pravi in vsi vemo, kaj nam je cilj. Ali lahko rečem, da ste imeli ugoden žreb, ste favoriti, sprejemate to? Ja, žreb lahko rečem, glede na to, da bi lahko dobili tudi težjega oziroma slabši žreb, lahko bi dobili tudi po naših ocenah tudi mogoče s katerim nasprotnik tudi bolj ugodnega, ampak načeloma mi smo tisti, ki imamo več izkušenj v evropskih tekmovanjih, imamo boljši koeficient, postavljeni smo v vlogo nosilca in to seveda sprejemamo in tudi naša želja in cilj je, da se uvrstimo naprej. Kako se pa sploh lotiti teh Luksemburžanov? Zdaj tudi nekaj drugačna taktika, zato ker ni več gola uspeh? Ja, ne bom rekel, da je drugačna taktika, sigurno pa, da spremeni neko zadevo. Tako da v primeru, če lahko rečem, zmage s prijetim zadetkom doma, pomeni, da tudi če greš gor in zgubiš 2-1, zmagaš doma, pa zgubiš gor 1-0, pomeni, da nisi izpadel, nimaš te bojazni več, si še zmeraj v igri. Tako da to sigurno nekaj spremeni. Mislim pa, da v sami igri nekih sprememb glede tega ni, mi se bomo pripravljali pač to, kar mi želimo igrati in poskušali izkoristiti tudi njihove neke slabosti in igrati svojo igro.